politično kadrovanje ni dobro, posebej ne za objekt, kot je jedrska elektrarna, je razrešitev Martina Novšaka s funkcije generalnega direktorja Gen energije komentiral krški župan. Vemo sicer, da je tukaj vprašanje Gena, da ni jedrska neposredno, ampak Gen je upravljalec in lastnik jedrske elektrarne in prav gotovo bodo poskušali s prsti poseči tudi v jedrsko elektrarno in samo vodenje jedrske elektrarne. Takšen ukrep je seveda vedno nevarnost za destabilizacijo razmer poslovnega okolja. Naše poslovne okolje je še posebej zahtevno in občutljivo, saj poslujemo v enakopravnih razmerjih z hrvaškim partnerjem. Takšen ukrep, ki je sprejet na silo, istočasno pomeni rušenje nekega zaupanja v okolju, ki ga jedrska energija nesporno potrebuje, sicer ne more dolgoročno funkcionirati. Menjava vodstva bi lahko prinesla selitev sedežev Gen energije in Genija iz Krškega, kar bi imelo na samo občino oziroma Posavje na dolgi rok precejšnji vpliv. Tukaj imamo v mislih predvsem to, da je pravzaprav ta informacija, ki se pritaka med jedrsko in pa občino oziroma samim prebivalstvom, je zelo pomembna. Da če tega ni, če to umanjka, potem je seveda zaupanje v jedrsko elektrarno bistveno manjše. To je eno. Seveda pa bodo že tako, kot so lahko rečem v zadnjih 10 letih, pa tudi prej poskušali poseči tudi v rento, ki jo mi dobivamo, in vse te zadeve se lahko obrnejo negativno za samo občino Krško. Sam lahko mirno rečem, da tudi kot izkušnje, ki sem se jih nabral 8 let kot podpredsednik Evropskega združenja mest, ki imajo jedrske elektrarne, govorijo o tem, da morajo jedrske objekte voditi ljudje iz okolja, kjer živijo. Vekolikor se tu bo sedaj za vodenje Gen energije pripeljalo z nekoga iz Ljubljane, mislim, da gre za nezaupanje energetskemu bazenu, ki, če smo pošteni, je svetov del slovenske energetike in slovenskega gospodarstva, ki je v državni lasti. Novšak je sicer bil na vrhu ene večjih slovenskih družb od prvega mandata leta 2006. Pred nekaj tedni je po energetskih krogih zaokrožila informacija, da bi ga lahko na mestu generalnega direktorja zamenjal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok.